Truške ali Trusuk, kot ga imenujejo sami krajani, niso čisto navadna vas. Okoli centra na Kortini in okoli Fare so po pobočjih posejani zaselki Bočaji, Kozloviči, Jurasi, Gunjači. Okrog se vrstijo vasice Vršič in Zabavlje. Včasih so bile gospodarsko najmočnejše vas in so imeli tudi za okolico velik pomen. V katastrsko občino Truške so spadale tudi okoliške vasi Popetre, Trsek in Lopar. Na Kortino so hodili otroci v šolo in v farno cerkev. Danes spadajo Truške v krajevno skupnost Marezige in štejejo komaj 150 ljudi. Zaradi pomembne vloge cerkve v preteklosti so bile Truške kot sedež župnije središče okoliških vasi. V okrilje Trusovske Fare spada danes 8, včasih pa še več cerkva. Vas Truške se po nekih virih pod imeni Čeruzol, Čeruskolo ali Čeruskije omenjajo že od začetka našega tisočletja. Od tedaj so videle marsikaj lepega, pa tudi številne selitve ljudi ter veliko revščine in bolezni. Središče starih Trušk je bilo na Vršiču, kjer sta stala cerkev in pokopališče. Pokopališče je menda zaradi kolere postalo premajhno, zato je bilo pred stoletji preneseno skupaj s cerkvijo na današnje mesto. Cerkev je bila velikega pomena za prebivalstvo. Opravljala je versko, vzgojno in socialno funkcijo. Znane so bile tako imenovane bratovščine, ki jih je bilo v Truškah 18. Nastale so iz potreb življenja in služile tudi v obrambi pred sovražnikom in boleznijo, kugo, kolero ter tifusom. Bile so povezane s krajevnimi zavetniki, katerim so se ljudje zatekali na procesijah. Sledovi teh običajev so se ohranili do danes in sicer v Šagrah. Preteklo življenje luščimo iz skopih arhivskih zapisov in prepleskanih sten cerkvic. Kot življenje v tem delu slovenske Istre so tudi podružnične cerkvice majhne in skromne. Skrivajo pa marsikaj lepega in kličejo po večjem zanimanju za njih. Nahajamo se v cerkvici svetega Andreja v Popetrah. Ta cerkev je iz gotskega časa. Se pravi, da je nastala verjetno v 15. stoletju. To je vidno po arhitekturi, pokrita je namreč škrljami, znotraj pa je poslikana s freskami, ki so verjetno iz časa Hrastovelj, se pravi okrog leta 1490 ali 1500. Zraven fresk so tudi baročne slike, in sicer približno iz leta 1700, avtorja Pietra Flego in Pietra Gastaldija. Prezbiterij je tipično gotski, to se pozna po križnih lokih. Freske pa predstavljajo 3 evangeliste, svetega Luka, svetega Marka in svetega Janeza. Potrebno bi bilo še nadaljevati z restauracijo posebno fresk, kakor tudi celotne cerkvice, tako da bi prišla bolj do izraza, pa tudi da bi ljudje bolj cenili umetnost, ki je stara v teh krajih in jo je potrebno ohranjati. Dragonja in Rižana sta najpomembnejši reki slovenske Istre in še v Riniji postavljata meje. Območje Trušk v celoti spada v gornje porečje reke Dragonje in je prepredeno z njenimi pritoki. Smo v Trske. Trsek spada pod Trusovsko Faro. Ja. Spada Anka v zgornji del reke Dragonja. Ja. Smo Anka v Šavrinije. Ja. Kaj ne lahko poveste, kje je meja Šavrinija? Torej, Šavrinijo meji reka Dragonja. Ampak so pravili, da Šavrine same sebe niso rekli Šavrine, da so jim drugi rekli Šavrine. Niti danes si ne rečemo sami Šavrine, ampak to, kar je Istra, mislim, gradinsko področje, gradinska krajevna skupnost in naprej cela Istra govori o Šavrinih. Poslušajte, so te hribe prepredene s potoke od Dragonja. Kako je Dragonja vplivala na življenje ljudi? Ja, torej, kot vidimo iz tega mesta, kamor smo, ob Dragonji vse skozi, od izvira Dragonja pa do izteka Dragonje, je na leve in desni strani polno njiv. Samo zdaj, kot vidimo, v glavnem so ceste zapuščene in ljudi je tudi bolj manj, kot sicer je bilo.
Gospodarsko je bilo to predvsem poljedelsko in živinorejsko območje. Živine danes najdemo le še za vzorec, stari istrski boškarini so izginili zavedno. S čem so se ukvarjali v Truskule? Ja, v glavnem s kmetijstvo, torej vino, gradništvo je bilo, poljedelstvo in živinoreja. To so bile glavne te tri panoge. Smo čuli, da po Petrah je bil eden, ki je delal komata. Tudi, celo dva sta bila. Razen mlinu, kakšne obrti so še bile te? Torej, v naši vasi pravzaprav ni bilo veliko obrti. V starih časih so bile samo dve torkli za oljka, za predelavo olja. In je bil en šoštar. Turkla, odkje so vzeli las v Turklu ali je bilo samo za trsok? Ne, torej tu je gravitiral tle trsek, pa truška v glavnem, kolikor je bilo. Druge pa ne, pa po Petra mogoče, no ja, tudi, ker oni niso imeli gor. Kakšne oljke je bilo te? Ja, ko vidimo to od spodaj in pod spodnjo vasjo, do leta 29, ko je bila prva huda zima v teh krajih, ko so pomrznila oljka, tu je bil pravi gost od oljk. Je bilo res veliko oljk je bilo. Reko Dragonjo, ki včasih kot hudornik dere z gričevja, včasih pa skoraj izgine, je zaradi njene muhavosti koprski škof iz 17. stoletja na Ldini imenoval Zmajska reka. Na tej reki je včasih stalo tudi lepo število mlinov, saj je mlinarstvo za kraj ob reki predstavljalo pomembno gospodarsko panogo. Koliko mlinov je bilo na področju Trseka? Torej, na področju Trseka je bil prvi mlin. Tukaj spodaj, kamor ga vidimo, to je bil mlin od Mazorino, kot smo po domače rekli. Drugi mlin je malo naprej, malo več kot kilometr pa pol približno, in je bil pa Toničev mlin. Z industrializacijo ter praznjenjem vasi so mlini propadli, dolino pa je zaraslo divje rastlinje. Impozantna je šavrinska kulturna krajina v celoti. Naselja, njihova struktura, terase in mešane kulture na njih. Truške bi lahko pokazale in dale še marsikaj. Preostali so še mnogi elementi karakteristične arhitekture, dimniki, v naročje hiš zavite korte, pergole in mali baladurčki. Ko Truške pozdravljamo ali se od njih poslavljamo, moramo najprej na visoki Trusovski hrib. Ko prihajamo, se nam tu odpre pogled na razgibano valovanje gričev proti Istri. Ko odhajamo, smo zazrti v drugo stran, kjer stojijo mesta. Kot na dnu amfiteatra leži na robu zaliva Koper, za Tinjanom in Socerbom pa Trst. Trusovski hrib se na eni strani začne z Zabavsko Vardo, konča z Bošteransko. O tej bomo govorili naslednjič.